Živim zdaj, živim za jutri, ampak moram se tudi malo obračati nazaj, drugače ne gre, ne. To je trenutek, a veš, ko ni več poti nazaj. Ker se mi vseeno zdela ta zgodba, torej ne samo moja, ampak zgodba moje družine toliko pomembna ali pa zanimiva, no, da tako rečem, je film mogel biti narejen, ne. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. To je tudi zame po eni strani eden najtežjih in en najlepših. In nekaj ti bom povedala, Juri, tega ne veš, pa nikoli ti nisem povedala. Klicu je rekel Bronja, film je rešen, mi smo naredili to, ne. Pozabil ga, nikoli več. Stvar, ki je nisem mogel imeti pod kontrolo, je bila absolutno Valeta. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Jaz sem se počutil, a se tam gor nekdo zdajle z mano krepko norca dela, ker ne bom zdržal tudi 5 sekund več snemanja. Ko mi je poslal slike in ko sem jaz videla Tjašo, ko gleda mene, ne, vso ponosno, ta pogled tvoj mene je razsul takrat zvečer, tisti me je razsul. Zate spet ta dan. Težko je bilo nehati. Vsi smo se bali zadnje klape, zadnjega snemalnega dneva, ker pol moraš iti. Jaz sem gledala v to hišo, v ta hotel in se mi zdelo, da pijem. Ja, veš, to je spolirana verzija mojega življenja. Takrat je bila res naša kuhna skozi polna in zakajena in... Moj spomin je tudi poln v glavnem prekritih pepelnikov s cigareti, tako da si pepelnik iskal, a lahko celo rečeva, da lahko tu še toliko težko stvar ali pa situacijo pogledaš drugače. Kdaj si nazadnje prala na 90? Drage dame, desci, dragi gledalci, drage gledalke, danes imam eno zelo posebno čast. Z mano je, lahko rečem z velikim ponosom, moja prijateljica, zmer večja, moja zaupnica, predvsem en izjemno velik, srčen človek, avtorica knjige, ki je po moje povzročila kar nekaj dvignenega parketa, nekih mini poplav doma, pretresov, knjige, ki nas uči, knjige, ki jaz mislim, da jo mora vsak vzeti v roke povečkrat, knjiga, ki je doživela zdajle nadgradnjo, ampak o tem malo kasneje. Moja hči, lahko rečem moja hči, moja hčerka, v veliko veselje in v čast mi je, da lahko predstavim Bronjo Žakelj. Živa. Živa, sine. Hec. Najprej, Bronja, dajva začeti tako, kot se to začne. Kako si? Zdaj, ko si me tako lepo predstavil, ne, in ko si rekel, da sem tvoja zaupnica in to, zdaj, če bi koga na cesti srečala, bi mu rekla, v redu sem, kako pa ti, ne, pa ne bom glih tako rekla, ne, skratka, sem kar danes, pa te dni pravzaprav sesuta zaradi vsega, kar se dogaja okrog filma, zaradi obveznosti, pričakovanj, zaradi premiere in tako naprej. Ampak, ja, ker si poveva več, mogoče kot s kom drugim, ti bom pa rekla, pa da računam, ne, na svojo nadledvično žlezo. Namreč pred dnevi sem bila na Onkološkem inštitutu, kjer so mi testirali, kako sem odporna na stres, ne, in so ugotovili, da sem menda odlično odporna in da moja nadledvična žleza funkcionira fenomenalno.
profesionalno, ne, tako da so me sprašvali zdravniki, kaj delam, da to tako dobro uravnavam ta svoj stres, tako da računam na se, no, da bom nekako zvozila te dni in ta pogovor. Ja. Seveda, da ga boš. No. Najprej, veva, midva sva se že pogovarjala, zelo težko je peljati tak pogovor na takle način, predvsem zaradi mogoče odnosa. Druga stvar je pa tudi, da sem upleten v tvojo zgodbo zelo in seveda se moram preleviti v neznalca in nekoga, tako da se upravičujem, mogoče, če ne bo vse tako, kot mora biti, ampak bova dala vse od sebe. Ja, kmalu bo premiera te grenko sladke zgodbe filma. Kako misliš, da bo, ali lahko dava neko napoved, kako bo film sprejet, kakšen bo njegov rič, kako misliš, da se bo odrezal? Ne vem, ne, mislim tukaj, jaz mislim, da je posod je malo drugačne. Recimo, jaz sem bila, sva se takrat pogovarjala, ne, pred Sarajevom so se mi kar malo tresla kolena, ne, ampak tam je bila publika v bistvu, ki ni poznala pravzaprav knjige, ne, ni brala knjige, ni imela nekih velikih pričakovanj, saj jaz sem si to tako predstavljala, ne. Kljub vsemu pa sem imela jaz kar velik stres, no, preden smo šli tja, zato ker je bil pač film prvič predstavljen občinstvu, ne, in jasno si želiš filma ne delaš zase, ne, ampak zato, da bi bil pač nekomu blizu, da bi se ga nekoga dotaknil, ne, ga nagovoril in tako naprej. Skratka, tam je bila pač taka situacija, zdaj pa malo drugačna, ne, in jasno, se mi spet malo tresejo kolena pred lifom, ker tukaj so pa pričakovanje na eni strani publike, ne, ki je knjigo brala in glede na vse to, kar se zdaj dogaja že 2-3 mesece, ne, okrog napovedovanja tega filma, so pričakovanja zelo visoka, se pravi na eni strani publike, ne. Na drugi strani pa tudi, če je zase pogledam, tudi mene, ne, ker konec koncev, ne gre za fikcijo, ne, gre za autobiografijo. In tukaj je tudi moja družina, moji prijatelji in tako naprej. In v bistvu jaz sama tudi čutim in nosim neko odgovornost. V bistvu me malo skrbi. Veliko odgovornost. Mislim, ali preveč, ali jo preveč nosim, ali ne, ali kakorkoli, ampak jo nosim. No? Pač, če sem čisto iskrena in ker besede, veš, v knjigi so neki, besede so bolj mehke, ne, in v bistvu ti si predstavljaš stvari drugače, ali pa vsak si po svoje predstavlja, ne. Slike, podobe pa nosijo spet nekaj drugega in v bistvu, a si bojo znali, oziroma kakšna distanca se bo pravzaprav vzpostavila, ne, med filmom pa med mojimi, recimo, ki ta film gledajo, ker neka distanca mora biti, ne, ti ne moreš gledati, jaz pa nimam takih oči, ne, pa jaz nisem bil tako oblečen, pa tako naprej. To je ena stvar, druga pa pač nasplošno, ne, ta primerjava pravzaprav med knjigo pa filmom, se mogoče se še v tem kaj pogovarjala, ne. Zdaj mi boš vse povedala, skoro študiram, ne. V glavnem, ta primerjava, no, ker me, sem to še povem, pa greva naprej, ampak ker me tudi na cesti ali pa sodelavci, prijatelji pa to ustavljajo, ne, kaj bo v filmu, ne, a bo tiska roka avtopovoz, ne, tisga, pa ti se bilo meni najboljš, ne, pa bo uno, ki ima una AIDS, pa tega tudi ne bo, kaj pa tiska si ti dobila, ne vem, menstruacijo na plaži, pa je Rok mislil, da so te Nemci zaklali, pa to, ne, tega tudi ne bo, ne, skratka, a veš, to je, ne, zdaj, kako pač ljudje delajo tako skoraj ena, veš, mislijo, da je v bistvu film roman v slikah, no, ali tako bi ne more biti. Tako da tukaj, to so neke stvari, ki... Ampak, glej, saj si že sama povedala, ampak recimo, mi smo navajeni, da so biografije, ne, posnete nekako posthumno, ne, zdaj, a veš, tle se mi zdi en tak endemit, mogoče tudi v filmografiji, ti si še zelo, zelo krepko živa in mislim, jaz si sploh probam se uživeti v tvojo kožo, ne? Vse si povedala, ampak to je kar hard gledati. Ti si bila zraven tudi, kaj vse skup nastajalo. Ti podoživljaš to pravzaprav z vsakim ponatisom.
z vsako zadevo, ta zgodba ta itak spremlja cel life. In zdaj še film. Ja, in vsakeč je drugače, veš. Zdaj, in tukaj je v bistvu distanca skoraj najmanjša. Ne? Pri knjigi je bilo drugače, pri pisanju scenarija in tako naprej, ampak tukaj pri gledanju filma je pa, v bistvu jaz sem prvič dojela to moč slike, ne? in slike, ki nos zraven še zvok, a veš. To v bistvu lahko poudar, podčrta, nekaj ven potegne. Ne? Mislim, to je čist nekaj drugega. Ne? In to moram reči, da je zame zelo zahtevno, ne? Mislim, čustveno, sploh ne enostavno, ne? In ne glede na to, kako gre za redukcijo pač vsega, ne? Mojega življenja, ne? Tudi redukcijo romana ali kakorkoli, še enkrat se v neki skoncentrirani obliki zgodi vse, ne? Vse hudo, ampak ja, in mislim, vse lepo, ampak tudi vse hudo in je to ja, sploh ni enostavna zadeva zame, no. Ne vem, bi bilo mogoče, če bi se to naredili posthumno, veš, pa da bi jaz bila iz tega malo izvzeta. Ja, sam da na hiter malo povem, v Sarajevu smo skupaj gledali film Prvič jaz, ti si ga že prej videla. Jaz sem ga z Markom prej sama, ja. Mislim, da je bilo ogromen nekih rok poljubljanja, objemanja med filmom, ker hočeš nočeš je tvoje življenje, tvoja zgodba ratala tudi del nas, ne. In ja, bova. Pejva lepo na sam začetek, na knjigo. Okay. Ker to me res zanima. Velikrat sem razmišljal tudi sam, pa kaj, pa kako sploh začeti, kje začeti. Verjetno je nastajala zadeva fragmentarno. A te knjiga pokliče? A veš, kaj je bilo kaj je bil tist klik? Si rekla, jaz moram to zapisati. Kako zapisati? Knjigo napisati je izredno težko. Verjetno lije, ko steče. Ne vem, a mi lahko kaj več poveš v tem? Ker tudi knjiga sama, ko jo bereš, se vidi, da ima ne različne sloge, ampak mogoče žanrsko malo zamenjaš. Nekje so pisma, nekje. Daj mi malo več, lepo te prosim. Ja, zdaj ta klik, ne, v bistvu, jaz sem drugačna novinarka, ne. Ja, vem. Najprej sem delala v marketingu, v IT-u, zdaj sem v banki, ne. In novinarstvo sem šla študirati, v bistvu, jaz sem imela vedno strah pred javnim nastopanjem, ampak zaradi želje po pisanju, ne. In potem skozi to, kar sem delala, tega pisanja ni bilo dovolj. Ne? In čisto enostavno sem jaz želela se ukvarjati z nekim daljšim tekstom, sem pa sem delala kakšne intervjuje, ampak to je bilo premalo. Skratka, z nekim daljšim tekstom, kjer bi mogla paziti na strukturo, na stil in tako naprej. To je bil v resnici tak zelo enostaven prvi razlog. Okay. Druga stvar je bila, da sem želela, da se v bistvu, ker se mi vsem zdela ta zgodba, torej ne samo moja, ampak zgodba moje družine toliko pomembna ali pa zanimiva, no, da tako rečem, da nisem hotela, da se pozabi, ker slejko prej se vse pozabi. Ja. Tako da sem pisala, pravzaprav, jaz nisem razmišljala v knjigi, jaz sem razmišljala v tekstu. Veš, in sem pisala za svoje dva otroka, se pravi, imam dva, Katjušo in Matijo, se pravi za njiju. In to je bilo v redu. Skratka, jaz nisem imela pred očmi bralke. In zato sem lahko pisala popolnoma, glede na to, da je šlo za avtobiografijo, popolnoma neobremenjeno, brez misli, kaj bo rekel kdo drug, na kaj moram paziti. Jaz sem pisala brez cenzur, brez filtrov, brez vsega. Kar sem si želela, tako pod črto, je bilo pa to, se pravi, ja, jaz sem imela v mislih otroka, svoje dva, se pravi, nekaj, kar je super, no, da nisem mislila, da bo to knjiga in tako, ker se ne obremenjujem potem. No, ampak kar sem pa hotela, je bilo pa predvsem to, da bi one dva,
torej začutila to, kar se je zgodilo. Se pravi, da bi bila ta distanca med prebranim in zares doživetim čim manjša. In tukaj sem hotela ta prostor ožati in pač v okviru svojih zmožnosti iskati neke mehanizme, neka orodja in tako naprej. To mi je Špol tudi povedala, kako sta prebrala, zdaj mi povej, kako sta brala, kako je bilo? Ja, v bistvu itak, takoj to knjigo dobila sem 10 komadov, prinesla domov, enemu dala podpise, vse to slavnostno podelila. V glavnem, Katjuša ful bere, Katjuša, takrat je bila stara 14. In je takoj se to prebrala, je bila všeč in tako. Matija pa nič ne bere, je bil starši 16, in sem potem ga videla čez par dni, da bere, in da bere mojo knjigo. Mislim, skoraj me kaps, da sem prišla v sobo, mu reče, dio, za lahko noč, on je bral mojo knjigo. In sem rekel, Matija, bereš ali kaj? Ja, mami, berem, in kako se ti zdi, kje si, prav, zdi se mi super, zdaj sem na strani 10, perfekten, ampak jaz bom raje počakal na film, tako da razumem. In to je bilo še preden mesec, pa pol, 2 meseca preden je potem sva se midva z Markom spoznala, in je potem bil v bistvu, je res prišlo do filma, tako da je film mogel biti narejen, ker če ne, moj sin ne bi poznal. Bogi revež bi moral prebrati. Ja, bi moral prebrati knjigo, Knjiga je čudovita, tudi jaz sem jo pozno v bistvu prebral, tudi jaz bolj malo berem, se opravičujem, ampak ti moram priznati, pa to sem ti tako že povedal, da sem to knjigo bral in jo ničkolikrat odložil, ker me je sproti od tacga najbolj pristnega iskrenega smeha, da so me doma malo čuden gledali, kaj se je zdaj tako režim, do žalosti in tesnobe in vsega in sočutja nisem mogel brati. Seko ne, jaz to, ampak ne bom preveč povedal. Dejansko, rollercoaster. Večkrat sem, kdor je ni prebral, prosim. O tem bomo tudi kasneje malo govorili, ker imamo za vas nekaj pripravljen, ampak pejmo mi naprej. Prej si povedala, koliko je prevoda, koliko jezikov? 8 je zdaj. Zdaj je 8, ja. A ti jih naštejem? Naštej mi te poglavitne, kakšno lahko tudi spustiš. Se pravi, najprej si začel, kar je presenetljivo, italijanščina, pol hrvaščina, srbščina, Severna Makedonija, Bolgarija, zdaj je bila Litva, poljščina, pa hebrejščina. Pa mislim, da sem zdaj vse naštela, približen. In ti tudi ogromen, zaradi tega seveda moraš potovati? Ja, mislim, moraš. Ja, grem, Veliko si na poti, kadar govoriva, poveš, kje si bila in kam potuješ. Zdaj se je kar malo zgostilo, ker je bila slučajno Litva pa Poljska. Pravzaprav posod, razen Bolgarije, posod sem že bila, pa pol se naredi to promocije, literarni večeri, pa tako naprej, fajn je. Je pa tako, da, a veš, nekateri prevajalci, nekje je boljš, nekje je pa malo slabš, nekateri prevodi so odlični, recimo hrvaški je top. Ampak so tudi s to prevajalko Anito Peti Stantič sodelovali, oni mi poslala prevod, jaz tako razumem, da sem pač ji lahko dala neko povratno informacijo. Smo se glih okrog tega tudi zelo pogovarjali, sem jo spraševala, če se da tudi v hrvaščini te besede malo obračati, veš, in smo tudi tukaj lovili. Se da, ne? Se da, ja, se da. A se ti zdi, da jugo moment da še malo žmohta lahko? Mislim, eni deli te hrvaškega prevoda so boljši k original, res. Mislim, perfektni so, res, neki deli so top. Tako da jaz sem se blazno veselila tega prevoda, ker imam dol en cel kup prijateljev, pa bivših sodelavcev, pa vse.
Ok, dobro, to je zdaj ta bazen. Jaz sem se tukaj hotel nekoliko poduhovičati, ampak ja, najprej zakaj? Zgodba, knjiga, roman, jaz mislim, da je zelo global. Mislim, da je ta zgodba pravzaprav za čist vse konce. Je res, se pravi, bi lahko bila v Tokiju neka mala Broničiva, ne, in v Baden-Badenu sem si napisal Brunhilde. Aha, okay. Ja, Tam še ni, ampak ja. Ampak ja, Brunhilde. Brunhilde, sorry. Je univerzalna. Mislim, na začetku vem, da ko je bila napisana, pa so rekli... Ker gre za odnose, ker to so, mama je mama, brat je brat, babi je babi, posod, ne. Smrt je smrt, žalovanje je žalovanje, bolezen je bolezen, samota in tako naprej, ne. To so pač teme, ki se nas dotikajo pač vseh nas, ne, slej ko prej. Žal, pač pridemo in se soočamo s temi, pač to so življenjska vprašanja, ki se jim pač enostavno ne da izogniti, ne, in tudi zato na začetku, recimo, ko so rekli, to je bolj za jugo, ne, knjiga bo bolj po jugi, ne, ampak ja, jasno je tudi ta prvi del, ne, ki se nanaša na jugo, okay, pač tam dol je vezan, ja, ne? Pa ta nek kolektivni spomin, pa kolektivne izkušnje, pa juga, vse to pali, ne, in vse skupaj, in tam dol jih to zelo zanima. Pa tudi recimo Poljska je zelo, skratka, posod v tujini se bolj, kakor pri nas, recimo, osredotočajo na ta čas tega poznega socializma, 80. Zavesa, pa zavesa, prehodi. Pa to, ja. Ampak ostale teme so pa, jaz mislim, da je to pač, ja, univerzalno, brezčasno, pač to je to. Absolutno, ja. Brezčasno in da se zadaptirati pravzaprav na čist karkoli. Ja, vsem, kdo to bere, pa kje ne. Japonščina, ne vem, mogoče tudi. Ok, zanima me razkorak oziroma ta transfer med knjigo scenarij. Jaz približno že malo slutam, ampak Marko je pristopil k tebi. Rekel, jaz sem ta pa ta, jaz bi delal to. Seveda si sodelovala in vse, kako sta se lotila, zato ker prvič vse ne gre v film. Kako zbrati, kaj gre v film. Kako preliti tvojo sliko, tvojo zgodbo v nek tekst. To je bil verjetno kar dolgotrajen postopek, tudi ta sito, kaj dati skozi, kaj ne. Ja, to je bil kar zalogaj, ne. So se pa te stvari zgodile res tako naključno. Jaz sem bila takrat kmalu po izidu, oziroma koliko je bilo to, kakšen mesec, pa pol po mojem, sem bila v Studiu City, ne. Pa Marcelu, in takrat je glih Marko režiral tisto oddajo, pa naj jo potem Marcel predstavil, pa mu rekel, lej Marko, to preber, ne, to bi mogoče bil film in tako. Pa sem mislila, da bo pri tem ostalo, Marko me je pa res zelo hiter, mislim, da je bil en teden po klicu. Jaz nisem bila čisto takoj, tako mogoče bi kdo mislil, da takoj za, pa to prav zaradi tega, ker sem govorila prej, ne, ker ni fikcija in tako. No, pa sva se dobivala večkrat, kar je to nekaj časa trajalo. Pol je pa več stvari, ko je prevagal. V bistvu predvsem ne samo neka racionalna odločitev, gre za neko bližino, ko jo začutiš, ali pa predvsem neko zaupanje. No. Se mi zdi, da Marko, da bi bil Marko tist, ki bi mu lahko zaupala, ne, da se ta zgodba adaptira, predela in tako naprej. Še zlasti pol, ko je Marko pripeljal tudi Aleša Pavlina, ne, producenta, pa Andreja Štritofa, ko smo se prvič usedeli in sem dobila nek feeling, no, da so to ta pravi ljudje. Ja, da lahko, da bi lahko, ne, s tem, da mi je bilo pomembno, no, ne glede na to, da nisem imela pojma, kako se to dela, da bi sodelovala pri scenariju. Ne, tudi Marko si je tudi želel takoj. Pač tako. In pol pa ja, jasno vprašanje, kako zdaj to speljati, ne. Najprej smo se mogla sploh
vprašati, mislim, ok, film ja, ampak zakaj, kaj hočemo sploh povedati in to, kar si rekel, koliko zvesti hočemo ostati knjigi po eni strani oziroma mojemu življenju, a ne, in kako to napisati in prevesti v filmski jezik, a ne. Sploh si ne predstavljam. Ja, veš, tako da jaz, ki sem bral prosti, ja. se veš, sva govorila, namreč jaz sem Bronijo ogroman stvari izven knjige in v knjigi in vsem spraševal, ker me je seveda zanimal, ker sem pol upodobil tvojega očeta, ne. In a veš, tako kot si rekla, me ustavljajo na cest pa sprašuje, aj tistnot, jaz recimo sem tudi čustveno vezan na neke scene iz knjige, ob katerih sem pokal doma od smeha, ki jih žal ni v filmu. Meni tudi, in zdaj, žal, kaj je tisto, a veš, dejansko pa res, če bi tole, smo hitro na Gospodarju prstanov vsi 3 deli, ker je materijala nenormalno velik. Tudi napisan ga mogoče ni vsega, kar bi ti še lahko seveda, ne, mislim, spisala, ne. 260 strani je knjige, ne, a veš, v bistvu pa 45 let mojega življenja. Bronja Karenina, ja. In vse to, ne, teh 260 strani ali pa cel moj življenje, 45 let na koncu 2 uri filma, ne, ali pa 90 ali koliko je na koncu prizorov, mislim, tukaj absolutno redukcija in zdaj kaj zreducirati, kaj vzeti, kaj pustiti, ne, mislim, tukaj je bilo res zelo zafrknjeno, no, tako da tudi najprej smo imela, mislim, kot za začetek hotela sva pač obdržati ključne dogodke, tukaj sva ključne dogodke v mojem pač življenju. Nisva želela spustiti oziroma hotela sva se dotakniti tudi nekaterih teh vprašanj življenjskih, o katerih sva prej govorila, ne, se pravi krhkosti, minljivosti in tako naprej življenja. Nisva želela, da bi bil film samo niz nekih dogodkov, bolj ali manj žalostnih in tako naprej. Skratka, hotela sva, da se odprejo tudi neke teme, pa želela sva si, da se nek duh knjige ohrane, ena avtentičnost, da ni patetike, ne, pa karikiranja po drugi strani, recimo tudi tvoja vloga, ne, ali pa vloga, ali pa konec koncev vse te obdobje 80 let, to bi se lahko zelo narodno skarikirali, ne. Ne. Skratka, zelo zahtevna naloga je to za produkcijo. Tudi, ja, ne, tako, skratka, to so bile neke te osnove postavljene, pa sva pa naredila neko prvi ko se reče, prva verzija je bil, ne, to je bila res Ana Karenina, ne. A so bili miselni vzorci? Nekaj sva imela, nekaj bilo, ampak tega je bilo ogromno, ne. Še celo London je bil noter, veš, pa mislim, pa en cel kup enih stvari, skratka, in potem se je to ložal, da smo pa na koncu dobili to, kar je. In da se nekako vse skupaj poveže v neko smiselno celoto. Žal se je veliko zgubil, ne, a veš, teh, tako kot si rekel, teh nekih detajlov, ampak ne vem, pač... Pa še montaža nekaj vzame, ne? Ja, pol skor, ne. Ja. Je pa res nekaj, no, da v en zagovor filmu, tukaj tudi seveda Markova odločitev, in tako se mi zdi, da, to boste seveda si sami tudi ogledali in se prepričali, ni kronologije. Ja. In kar ima film, rečva še nek svoj layer, ki ga da, je, in to se mi zdi vrhunska rešitev, v narekovajih tudi da, časovno skače. Ja. S tem se seveda tudi izognemo žalost, hvala Bogu, se na neke komične, v narekovajih, lahko malo razbremenijo stvari. Ja. Se strinjaš? Ja, to je dobra pogruntavšna. To je perfektno, ne. In ko smo, v bistvu, ko se je snemanje končala, pa je bilo potem poletje, julij, junij, ne, pa smo se malo porazgubili, pa tako naprej, pa sem pa vedela, da se že začenja proces montaže, ne. Mi da z Markom smo se zelo drugače, veliko slišala, ne. Potem je pa kar naenkrat malo poniknil, ne. In mene je že cel poletje me je začelo žreti to, da bo to ta kronološkost, da bo to film ubil, veš. In to me je žrl res skozi. In potem
Jaz pač nisem si mislila, kako bojo to rešili, niti z Markom se takrat o tem nismo pogovarjali, oni so pač delali z montažerko iz Srbije, ne Milico. Skratka, in potem je nekje šele oktobra Marko in se mi zdelo, da je neka frka, ampak da nekaj je, ne, ampak se nisem hotela niti vmešavati, nimam tukaj kaj in tako. In potem je nekje oktobra Marko, ali pa mogoče celo bil že november, klical, je rekel, Bronja, film je rešen, mi smo naredili to, ne. Te preskoke in se reka, Marko, aleluja, mene je tudi to... Tudi liki vstanejo z nami skozi, a veš, mama je skozi prisotna, v knjigi ni, ne? A veš, in liki vstanejo skozi in še nekaj se zgodi, in to, kar si rekel, je to, da ni... razbremenilno. Da je razbremenilno po eni strani, po drugi strani je pa v bistvu s tem se vnesla še nekaj drugega, v bistvu, ker tudi jaz sama se skozi vračam nazaj. Razumeš, v svojem zaresnem življenju jaz gledam vsak dan mal nazaj, a ne? In vsak dan mal mami in Roka in Dado in tako naprej. In se s tem v bistvu ta dodatna realnost pravzaprav vnesla v film in to se mi zdi fenomenalno, ne? In tudi, a veš, ko je smrt, ne, in v bistvu ko žaluješ, ne, in recimo, ko Rok, ne, pade, ne, v bistvu in se pač v filmu spominjamo, ne, tega otroštva, ko smo bila pa midva še skupaj, to je v bistvu dejansko realno stanje, ne, dosti bližji temu, kar jaz živim, kot v bistvu neka ta kronološkost. Ni linearnosti, ampak te v bistvu spomin pogreje vrne. Tak lep časovni stroj je to. To je, sej ne rečem, da so spomini, da vedno olajšajo stvari, sploh ne, včasih je spomin še bolj boleč in tako naprej, ne, to pač mi to tako rečemo, ne, da se lepo v spomini lepi vstanejo. Sladko, kislo rečemo. Ampak dejansko je tako jaz živim, ne, da se vedno, živim zdaj, živim za jutri, ampak moram se tudi malo vračati nazaj, drugače ne gre, ne. Emotivno, čustveno bitje mora tako živeti. Če češ preživeti. Hotel sem te vprašati, če ti je žal, da česa v filmu ni. Jaz bi recimo... Bi kaj izpostavila? Veliko stvari ni. Veliko stvari ni. Jaz bi recimo, če bi se dal, bi več tega dela, ko smo bili vsi skupaj, ne, teh prvih 14 let, zaradi večjih razlogov. Mislim, ne samo razbremenilnih, tudi tako, pač se mi zdi, da to obdobje bi ga želela imeti več, pa mogoče še kakšna... Žal mi je, no, ene par scen, ki so bile posnete, mi je žal, da so šle ven neke zabavne, neke pa tudi resne, tam neka vprašanja okrog strahu, samosti, ko sem zbolela z Hodgkinovim limfomom, takrat pa neki dialogi med mano pa Urbanom, ne, to mi je recimo tako, no, žal, da tega ni, ampak že tako je film 2010 ali koliko, ne. Ampak nič ne se ustrašati, dragi moji, teh 2010 je, lahko bi bil tudi daljši, če mene vprašaš. Ker teče, se mi zdi, da je zelo lepo tudi dosledno sledi tudi knjigi, razen reč v tej časovni kapsuli, ki skačemo. In v bistvu gledaš, bereš, to se mi zdi zelo dobro narejen, no? Ker zmer imamo problem, to sem glih doma študiral, knjiga je neki in zelo dostikrat si razočaran, ko gledaš film, žal. Tle pa ne moram reči, da je čistko, hvala Bogu, saj moje mnenje boste presodili sami. Ja, bomo videli, no. Prvi tak ogled pred ljudmi je bil v prekrasnem Sarajevu, ne? Prestolnici olimpijade, en glavnih mest bivše države. Film je bil sprejet zdaj po nekih ocenah nadpovprečno fenomenalno. Bili smo po ocenah tretji najbolj sprejeti, najbolj gledan film, kar po mojem tudi nismo pričakovali, ne, čisto iskreno. Mislim, jaz sem bila ful vesela. Jaz tudi se kaj takega nisem mislil, pač kar je težka zgodba, ampak ja, to je življenje in to se gleda, mora se to gledati.
impact na ljudi je bil različen, to bova spustila. Lahko samo omenva, da so kakšne scene zelo težke. A se ti zdi, da bi moral imeti ta film v zgornjem desnem kotu ekrana kakšen trikotnik? Mislim, ne vem, ne? To je v bistvu bolj stvar producenta v resnici. Oni se morajo odločiti, kje so trikotnički, pa kje so klicaji, pa 12 plus, pa nosečence, ja, in tako naprej. Ne vem, ne? So določene scene, ki so sigurno v bistvu zelo zahtevne za gledalca. Ne? Ja. Zdaj ena taka, se lahko omenva, ne? Je gotovo ta punkcija kostnega možga, kjer se pač moji zdravnici, ki je bila krasna, krasna zdravnica, ki me je vodila čez celo leto tistega zdravljenja in še leta kasneje zlomila, zvila ta igla pač za punktiranje kostnega možga in je ni mogla potegniti iz moje... V kosti, v medenici. Moje medenici tle zadi, ne. In ni šla ven. In ni šla ven in je to vlekla. 15 minut si rekla? Trajal in me je zazil celo večnost in je to trajal. In ta scena je, mislim, zelo nazorna, zelo plastična. Lea jo odigra fenomenalno. In tudi traja. In traja. V filmu, in ta scena je zahtevna, za gledalce je gotovo zahtevna. Tudi z Leo, recimo, nismo se pravzaprav toliko veliko sploh pogovarjali o vlogi njeni, liku, mislim, o meni, ampak glede te scene sva pa v bistvu me pa klicala večer prej, kako bi to speljala in sva šli v bistvu od začetka, od tistega nelagodja, ko se uležeš na ono trdo mizo, pa do potem totalne panike, ko se zaveš, da tista igla ne gre ven z tebe, da se ne da potegniti ven. In ja, Lea, mislim, da je odigrala silovito in mislim, da je to reakcije občinstva so temu primerne. No, tle bi jaz tudi zaključil in mislim, to pod vprašanje. Mislim, da je to zelo dobro narejen. Mislim, to je ta feeling, to je to. V film je to prikazal točno tako v svoji zmožnosti. Ja, a veš, in jaz mislim, da je tudi to, zdaj pač lahko govorimo, je to preveč ali kakorkoli. Ne, to mora. Nima veze, ampak jaz mislim, da to mora biti. In razlogov, to mora trajati. To mora trajati. In a veš, razlogov je po mojem je več. Po eni strani je to en trenutek, a veš, ko ni več poti nazaj. Ko je v bistvu, ko dobiš to vase in je konc. In vse tisto, kar je bilo, ni več in je od takrat je črta in neko drugačno novo življenje za mene. Po drugi strani pa zdaj, glede na to, da smo prej govorila o tej redukciji, koliko vsega je treba ven vzeti, ko delaš film, se mi zdi, da je to neka točka, kjer se lahko ali simbolno, ali kakorkoli pokaže vse to, kar se je zgodilo, v bistvu tudi s to mojo diagnozo. A veš? V bistvu povzame vse skupaj je v bistvu zapakiran tukaj not. Ja. V ta prizor. To je film, to je moč te magije. Ja. Tako jaz to gledam. Jaz tudi, v bistvu. In zato se mi zdi, da je ta prizor potreben, da je tak, kaj je, ker pač kaj si ćemo zatiskati oči, a veš, pa stvari olepševati pa v rokavicah, brez veze, a veš. Si po ogledu filma mogoče, v bistvu se s to se odgovorila, ampak vsem, začela mogoče spet gledati svojo zgodbo spet malo drugače, ali pa mogoče z drugega zornega kota? Ne, veš, to ne, svojo zgodbo ne drugače, pri filmu sploh. A se ti je mogoče še kaj,
dodatno odprle mogoče. Pač zgodile so se neke stvari v procesu dela. Ja, mislim, tako ti bom rekla, sem mogoče za film, ne, kar se je zgodilo. Prva misel, takrat v Sarajevu, in tako mislim, stala na nogah, nimam pojma, ko sem prišla na tisti oder tam gor, jaz sem potem spraševala vas vse, a je kdo ploskal, ali jaz nisem slišala nič, jaz sem v takem nekem balonu. Skratka, ne, kar sem hotela reči, da je bila prva moja misel, ne, glede na mojo reakcijo, pa vse skupaj, toliko sem že čutila dvorano, ne, da je v bistvu kako, v bistvu silovit je film kljub temu, ne, da gre za tako zmehčano verzijo mojega življenja. Veš, to je spolirana verzija mojega življenja, to a ne, jasno. A razumeš? Pa da je še vedno nekaj tako močnega. To je bila v bistvu moja prva misel. A je bilo... Ne, mislim... Ne, ni bilo, ne. Ne v smislu, da to sem zdaj, ampak a si bila zadovoljna? Ne vem, a veš, najbolj sem bila, ta je bil, ko smo film gledala prvi z Markotom. No, pa to mi ja, je takrat je bilo, ampak takrat sem bila, veš, to je super, jaz sem ga prosila, sem nekaj, Marko, please, ne me dati prvič v Sarajevo, jaz sem ne bom zdržala, jaz ne moram gledati to tam, ne, deva skupaj nekje, ne, in je tako lepo vse to, se veš, kako to Marko vse to zorganizira in uno gor, dol in vse mi je stol tle, pa stol za noge, pa dekca, pa bombone, pa vse, to mi vse to tako naštimo in so šla v njegovo pisarno in tam sva, je bil nek malo večji skrin in sva gledala in sem imela to tesnobo pred tem prvim ogledom pa ta občutek nelagodja ful, ne, skrbel me kaj si sestavil. To me zanima. Itak, ne, takrat me je ful, ampak ti povem, da me je presenetil, da je po prvih prizorih je ta knedel tle not je razpadel in takrat, ko sem jaz prvič gledala film, je bilo vse, kar sem takrat čutila, ampak zares, iskreno, takrat je bil občutek miru. Takrat je bil občutek miru, da smo naredili nekaj dobrega ali pa dovolj dobrega, recimo, in da se prav, ne, in da se vse skupaj, vsaj zame, ne, meni je bilo pomembno, kaj si jaz mislim v tistem trenutku, ne, sestavili v neko lepo celoto, v nekaj lepega. Tako sem jaz in sem potem tudi Alešu to napisala SMS. Jaz sem imela ta občutek, zame je bilo to v neko lepoto, no? da se je to uspel dosežiti. In to je bil ta občutek, s tem občutkom sem nekako šla v Sarajevo, tam se je pa vse spremenili. Jaz mislim, da ti si tega navajen, verjetno jaz pa ne. Jaz nisem pričakovala, kaj pomeni, ko je platno tako ogromno, ko je publika okrog, ko ste bili vsi vi, moja 2 otroka, par vrst za mano, veš. Ne vem, vse skupaj se je to nekako združilo potem v nek tak moj tako intenziven odziv, da ni bilo tega, ne, da sem se pa sam pobrala v hotel, nisem mogla iti niti na tisto zabavo, ki sem se v bistvu zelo veselila. Enako. Ja, nisem, ne. No, in mimogrede, naslednji dan me je klicala prijateljica, ne, in mi je pisala, kako je bilo lepo, da je prišla v Sarajevo, ne, kako je bilo lepo in kako je film premaknil in ganil in tako naprej, ne. In sem pisala, kaj nisi prišla do mene, mislim, se smo bili tam dol, ne. Ni mogla. Ne, je prišla, je rekla, Bronja, saj sem bila pri tebi, saj sem ti predstavila moža, saj sem te objela, saj sva govorile, blackout, jaz se ničesar ne spomnim. Mislim, da enako, jaz nisem mogel, pa šel sem na to zabavo in ko sem prišel do tega, sem se obrnil in šel v hotel. Ja, saj sem se pa po 5 minutah obrnil. In spil bom tudi kar priznal pred hotelom v lokalu ene 5-6 dun. Kaj so dune? Dunje. Dunjovača. Dunjevača, Dunjeva, te so dobre. In se moral resetirati kompletno, ker sem zgubil in dar govora in ja, zdaj, a je to, ful dober, mislim, ne vem, če je to point, ampak mislim, da me je kar v novic podsekal. Dejva midva samo malo obrniti na nekaj bolj veselega. Dogaja se, kar je meni fantastično bilo in tudi totalno veselje, 80-90, ne? Izziv, ne? Predstavljajte si, upam, da si lahko, kje zdaj, kako dobiti, narediti
stanovanje z vsemi detajli, ki se jih seveda mi, nekateri med vami nimate pojma, kdo je bil Tito, ne, recimo, ampak pustimo to. Meblovih luči, vazic, Tikijevga bojlerčka z unimi žičkami speljanimi in vimom, ne. Mislim, jaz moram reči, ko sem stopil na scenografijo, sem po moje ene par ur samo hodil in kaj to tret. Skratka, vrnil sem se itak s knjigo, absolutno, mislim, v svoje otroštvo. V bistvu se ti en tak Prust, ne. Tvoje, to so take Magdalenice, so me vrlne na von stojenke mojega dedka, na šotorsko plahto pod šotorom, na Toborjenju in tako naprej. A je bil to tep lep čas? Ta čas, ja, absolutno. Ja, 80-ta. Ful, ne, pa jaz sem še v 70-ta šla tudi, ne, mislim, jaz sem 69-letnik, tako da ta čas 70-ta, 80-ta, 90-ta, pa ma super, mislim, ampak zdaj tako, mislim, ko gledaš to nazaj, se veš, vedno gledaš malo, ne, skozi, ne, tudi rumena očala, rožna. Jaz imam skozi malo vintage. Kakršnokoli, ja, da je to. Tako da že z tega vidika, ne, je v bistvu vse skupaj, gledaš na to obdobje, gledam na to obdobje pač kot na nekaj lepega, ne. Pa tudi to je bil čas, pač, ko smo bili še vsi skupaj, ne. Družina, ne, ko je bila moja mama še živa teh 14 let, tako da, pa tudi, če pustimo to ob strani, mislim, zame, je bil to, če ga primerjam zdaj, ne, eno to, vsaj zame, no, krasno obdobje, ne. Jaz sem hotela ali pa poskušala nekako rekonstruirati to potem, ko sem jaz dobila družino, pa z mojimi otroci, pa tako naprej, ampak pač to nekako ne gre, ne, ti ne moreš, takrat je bila res naša kuhna skozi polna in zakajena in ljudje so prihajali nenajavljeni, niti trkali niso, kaj šele zvonili. Niste zaklepali. Nismo zaklepali. Takrat se ni zaklepali. Ne, kje, to nismo zaklepali. Jaz pa tudi recimo ključev od svojega stanovanja, od našega stanovanja, zdaj vsi pač, jaz nisem imela po mojem, do takrat, ko smo se preselili na Gregorčičevo, do 14 leta, jaz sploh nisem imela ključa od stanovanja, ker ga nisem rabila, ker je bil vedno nekdo doma ali je bilo pa odklenen, ne. Tako da, to so bila neka taka leta, kaj pa vem, tudi tako, ko gledam, kako se jih spominjajo, oziroma koliko ljudi se najde v njih, ne, koliko se jih je najdel skozi knjigo, zdaj upam, da bo enak ali pa podoben, ne, tudi v filmu, pa že zdaj vidimo, recimo, že v trailerju, ne, ko so odzivi na trailer, ker res gre za čase, ker nismo imeli velike izbire, ne, in smo zato vsi imeli podobne bojlerje, ne, pa tiste vage, pa šivalne sete, pa isto kuhno, to je bilo, ne vem, po moje, meblo luč je bila ena rumena, bela pa oranžna, ne. To je bilo to, ob sobotah smo se sali, ne, to je bilo, ne, nedelje smo šli krmenateljce obračati, v ponedeljek smo jedli tiskaj od nedelje ostali, ne, in tako, ne, navijali smo za... Časi Tupperware. Časi, to, gledali smo isti, konec koncev televizijski program, ne, par programov je bilo, tisti smo gledali poročila pol 8, cik-cak prej, Križaj Stenmark, Podarim dobim, Brata Petrič, Split. Ko se mi zdi, smo bili povezani bolj, kad smo danes. Starši so bili doma, recimo med eno pa drugo uro iz službe. Edino sreda je bila ta dolga, ne, do 5. To zdaj ne vem. Sreda je bila do 5 ta dolga, drugače pa Južne so bile, v 7 se jemo, tega danes ni. Pa vse treba pojesti. Vse treba pojesti. Sej, mislim, v skrajni sili fotor je pojedel. Ne, pri nas ne, mi smo mogli, on je gledal, da smo mi dva imela prazne krožnike. Fotor je pri nas zmeri pospravil. Tudi drugih. Če je ostal.
In se mi zdi, mislim, jaz sem neizmerno užival, da sem se lahko vrnil v ta čas, ker tudi meni je najljubši. Tudi mi smo bili takrat še vsi zdravi, vsi smo bili familija in tako naprej. Ne vem, zakaj učala si omenila, ampak veš, da je tudi moj spomin, tudi če to naredim, je moj spomin na tisti čas, ne vem, kaj z mojo glavo ni v redu, tudi možen, je mal sefijast. Jaz se spomnim tudi barv, ki so bile takrat. Ne vem, ali fasade, ali obleke. Pa se je bilo verjeten, ja. Jaz imam skozi občutek, da moj spomin je čez en čuden filter. Da je bila mivka druge barve, da je bil nebo malo bolj moder. A veš, da je bil meso bolj rdeč, da je bil krompir bolj rumen, paradajz je bil definitivno boljši. Ja. Tako da svojima hčerkama zelo velikrat probam, tudi tako, kot ti pričarati občutek tistega časa, težko oni to danes dojamejo. Ampak film absolutno vas bo vrnil, ker se mi zdi, da je bilo ogromno enega truda vloženega v to. Tukaj absolutna pohvala produkciji, kostumu Nadji Budjančič, scenografija. Mislim, wow. Iskanju lokacije, recimo tudi, kakšne dobre lokacije. Kje boš dobil zdaj vašo Vojkovo? To je bilo fenomenalno. Da ni nekaj obnovljeno. Pa te grafiti, pa vse to. Ene stvari so se pa snemale na te pravih lokacijah. Recimo Valeta, konc koncev, se je snemala v bistvu v moji osnovni šoli, kjer sem tudi jaz imela Valeto, ali pa ta prizor iz srednje šole, kjer sem dobila tisti šus, je sneman v učilnici, kjer sem zares zašutirala takrat prvič biologijo. Še ista, enaka. Kakokrat se bom še tega morala. No, skratka, tako, vse to od maske, tako kot si rekel, scenografije, kostumov, mislim, vrhunsko delo. In jaz sem imela res občutek, mislim, dobesedno, tako kot si rekel, da si kar hodil tam v studiu, Vojkova, Gregorčičeva, jaz bi tudi tam kar sedela, jaz bi kar sedela in pila pa se preselila. Ura kuhna je fenomenalna, res. Ja. No, tle sem si samo še, preden greva na en prizor zelo specifičen. Spomini Stoenka, stanovanje, kostumi, navade, izrazoslovje v filmu, in kajenje. Mislim, temu se, hvala Bogu, nismo mogli niti želeli izogniti. V snemanju. Absolutno. Moj spomin je tudi poln v glavnem prekritih pepelnikov s cigareti, tako da si pepelnik iskal. Jaz sem strasten kadilec, žal, priznam, ni slaba navada, ampak pri tem filmu sem pa dejansko parkrat rekel, aloh, v tem kadru ne kadim, ker ne morem več. Res, Tjaša je bila tudi čist pod vodo. Jezus Kristus, pa Stoenka, dva majhna, jaz pa Tjaša, da zadnji pa dva majhna otroka, avto zakajen, mislim. A si odprl pa lun trikotniček na oknu? Mal sem, mal sprprl, Tako se je pihnil ven, tako. Zato, ker je Mita rekla, loze breško mi už frizuro popravil. Mislim, tako je bilo. Mislim, to se še malo navezuje na 80-90, ampak fenomenalno. Lepo se je bilo vrniti, meni zelo, pa tudi se mi zdi, da se je zelo veliko filmov naredili tudi s temi v bistvu televizijskimi vložki, ki so se potem naknadno posneli, poročila, pa Nov let, Honekar, pa smučarski prenosi, iz Vengna ali Kitzbühel ali kje. Skratka, da tudi to v bistvu nekako poustvarja ta duh, 80-ih, tako da to je zelo, pa tudi te prave te komentatorje, original. Se je originale dobil Andrej Stare in tako naprej.
ja. To se mi zdi super. Tako da se je dal poudarka, veš, tudi se mi zdi pomembno na neke detajle, ki bi jih lahko mingrede. In televizija je bila takrat tudi prosno. Mislim, to je bil center dogajanja. To je bilo vse, ne? In center dogajanja in ti liki. Pa kuhna, ne? Kuhna, absolutno. Mi nismo imeli dnevne sobe sploh, ne? Mi smo imeli samo kuhno. Neka dnevna je bila verjetno na pol spalnica. Ne, tudi. Dnevno smo imeli pol, ker smo se preselili na Gregorčičev, ampak tam je bila samo kuhna, pa miza za raztegen, da jih čim več se je lahko okrog pol nabrali, pa to. Pa snežene kepe. Pa snežene kepe, pa vse to. Ampak to, ne, ta televizija, ja, koliko je bil v bistvu center, ne, kuhne je bila ta televizija in tudi vsi ti liki, ki so vstopali čez ekran, ne, Tito Jovanka, Kardel Dolanc, Milka Planinc, bože, ne, da je to se bala, ko hodič križa. Ampak tako, v bistvu si imel res občutek, da so del tvojega vsakdana, ne, so večerjali z nami, jedli, kuhali, tako da ene smo oboževali, ene malo manj, oče ni nobenega, oče je vse klev, pa tako. Kletvice so tudi zanimive z tistega časa. Ja, tudi, oče je itak imel širok ta razpon. Vokabular. Ja, vokabular. Bronja. Jaz imam odgovor, kaj pa ti praviš? Mogoče najtežji poleg, funkcija je sigurno en tak, ampak bom ti jaz povedal najprej. Kjer ga si ti misliš? Ja. Okay. Emotivno najtežji zalogaj ali pa stvar, ki je nisem mogel imeti pod kontrolo, je bila absolutno Valeta. Zakaj boste dojeli, boste videli z vsem tem predznanjem, kako je to res bilo. Včasih beseda, diagnoza s 3 črkami bila tabu. Te besede so se vsi bali, hodič križa, ker je res v veliki meri pomenila tudi smrt. Ne. Tudi pri mojih doma se spomnim, ko sta dedi, babi odhajala, ne, se jima ni povedal, kaj je z njima. Ne, pravzaprav. Mama Mita ni vedela tudi. Ne, in prizor ostali pa, in to je, mislim, Oče. Ja, mislim, oče, da. Ja, so vedeli. Zelo bližnji sorodniki. In ta Valeta je v bistvu tak meni hkrati ful lep, ampak izredno težek prizor, dogodek, ker mama zadnjič pravzaprav zares zažari, ustane in pride. Ja, in meni je še danes mi ni jasno, kako je ona zmogla takrat priti na to Valeto, ne? Ker ona je v bistvu, mami je do takrat pravzaprav samo še ležala, ne? In ni mi jasno, ker sem jaz takrat se spomnim, se pravi, obleke ni več mogla kupiti z mano, niti čevljev, niti nič. Ležala je, v bistvu vse dneve ležala. In vem, ko sem se odpravljala na to Valeto, takrat se nismo nič mazali, pa tako, ne, samo oprala sem si lase, ne. Pa to novo svojo svetlomodro obleko sem oblekla, pa takrat vem, da so mi kupili vazelino, ne. Da sem si lahko namazala, ne. Pa te bele balerinke sem oblekla in tako in sem prišla, ne, in je rekla, tako si lepa, punčka moja maja in tako. In je bila pač vsa krhka, vsa v tisti posli med tistimi belimi rjuhami, se je rekla, mami, boš prišla, veš, da pridem. In ne vem, Juri, kako je ona mogla, in to je bilo potem, jaz sem šla približno ob 1 od doma, Valeta je bila v 5. Kako je ona se zmogla sestaviti v teh 4 urah? Ne vem. Zdaj, če zdaj pomislim, lahko pomislim samo nase. Svojo prizmo. Ja, skozi svojo prizmo, kaj v bistvu ti vse zmoreš v resnici v nekem trenutku, ne? Nekaj, kar se ti zdi, da je nezamisljivo, oziroma da ne boš mogel zvoziti, da ne boš mogel speljati, pa speleš zaradi takih ali drugačnih razlogov. In mislim, da je mami, ja, si toliko zelo želela
biti v tistem trenutku tam, da se je oblekla v tisti svoj najlepši kostim. Ne vem, to nisem nikoli spraševala, je kdo pomagal lase umiti, navila lase in je prišla na tisto vleto tako zelo lepa, tako je bila zelo lepa. Res, in to ni bil samo moj pogled, res je bila lepa. In meni se zdi najlepša od vseh, takrat se spomnim. Ja, in to je, in ta prizor, no, te valete, to je tudi zame po eni strani eden najtežjih in en najlepših, ne. V bistvu prizoru. In tako lepo mi je tudi, da so prav za ta prizor, da so se odločile, ne, za ta dan ljubezni. To pesem. A veš, da jaz vprosti, dan ljubezni, sem milijavženkrat, ampak ko sem poslušal ta tekst, medtem, ko smo to snemali, jaz sem se počutil, a se tam gor nekdo zdaj z mano krepko norca dela, ker ne bom zdržal tudi 5 sekund več snemanja. Se rekel, Marko, če bomo še enkrat, jaz bom kar šel, ker je pa to. A veš, Janez ve, da zgublja svojo ljubezen. Jebenti. In jaz pač sem to čutil. A veš? In nisem, in pol ta tekst zaslišaš čist drugačen, rečeš, je to možno? Ja, tako se je neverjetno ujeli. Pa nač ni na silo narejen, a veš, to ni, dajmo zdaj publiko manipulirati, ampak ne vem, meni osebno zato bi izpostavil ta prizor. Ja, in jaz tam nisem bila, ne, ko ste ga snemali. Ne. Potem pa, ko mi je Marko poslal... Hladilnik, to je bilo... Ko mi je poslal slike in ko sem jaz videla, v bistvu, par fotk mi je poslal, ko mi je poslal Tjašo, ko gleda mene, ne, vso ponosno gleda svojo hčerko, ne, taki neki prelomnici in ti, ko gledaš Tjašo, ta pogled tvoj mene je razsul takrat zvečer, tis me je razsul, ja, res. Raj naprej, sem začel vodo zgubljati. Sam še to, da ti rečem, ta tekst, nekaj melodija, pač ta pesem sama, pa priredba je krasna, Nana Milčinski in vse skupaj, ampak to, ko govoriš, pač Mislim, ta komad je tak, kot je, kam je to šlo? Ja, a veš, in ker to je bil zares za nas, v bistvu zares zame, pač dan ljubezni, ne, in ko je zavedno vstal tukaj, ne, in ko nam je takrat vse dal, ne, in skoraj vse vzel, ne. In to je, mislim, meni res neverjetno, kako ne vem, ko so ga zbirali, ali so tudi razmišljali o tem, ali se je to potem vse skupaj pač poklopili in sestavili v neko tako celoto, ne vem, ampak ja. Misli se, da je tukaj, prav zdaj patetično zvenel, da neke sile, neke roke tvoji, moji, da nekako sem imel skozi en tak občutek, da en bdi, da en čuva, zato ker se je tudi, kar sva govorila, ogromno enih stvari v samem procesu, tudi oče ene stvari tebi povedal, pa spregovoril, ki jih tudi nisi vedela. Med snemanjem, med vsem skup, a veš, se mi zdi, da to absolutno je zelo poseben projekt, kam sploh ne moreš reči projekt, ampak en dogodek v življenju, ki se je na tolikih nivojih poklopil, da jaz mislim, da je nekaj več. A lahko to se strinjava, no? Ja, ne, mislim, zdaj jaz sicer, jaz sem zelo tako bolj prizemljena, pa to ne. Tudi jaz, ful sem 2D, ampak se mi zdi, da klepa lahko rečem, da je. In to, no, ko si omenil očeta, ne, pač mi doma, mislim, kaj bi rekla, zakompliciran ali pa kompleksen odnos, da bom tako se lepš izrazila, ampak sva, mislim, smo skupaj, se dobivamo, vidimo se, to ni problem, ne, ampak se pa ne pogovarjava, ne, toliko teh stvari, niti v knjigi, niti v filmu, niti
ne omenjamo tega toliko doma, no, ampak kar hočem reči pa je to, da me je takrat poklical, to si verjetno imel v mislih, a ne? Ja, da je bral drugače, se pravi, nikoli nič ne reče. Sem bral v cajtangih, da jamraš, da nimaš opreme za roka. Ja, da jamraš, ker sem glih nek intervju je bil, pa sem rekel, da težko zbiramo opremo za alpinistično opremo iz 90-ih let in je pri tem pomagal Rokov prijatelj, Matej Grilc pa tako naprej in da se je težko zbira ta oprema. No, skratka, sem slišal, da jamraš, da nimaš opreme za roka, pa ti veš, da imam jaz v kleti, ne, 2 borši, Rokove opreme, da imam jaz vse, od štrikov do klinov, vse spravljen, ne, in punčko za srečo, ko sem jo jaz enkrat prinesla iz Poljske in tiste vrečke za magnezij, ti dam za film, da bo vsaj Rok oblečen tako, kot je treba, ne, to ni mogel se zadržati, ne, da bo on dal nekaj, da Rok ne bo oblečen, nam točno rekla, okaj, no, ampak skratka, in jaz sem prišla po tiste borše, ne, tiste 2 borši in sem jih prinesla potem na snemanje in to je tudi zame en lepših stvari, ne, da je Žiga, ki igra Roka, v bistvu, da ima na sebi, ne samo majice, ne, te plezalne Rokove, ampak v bistvu tudi ta pas, v katerem je Rok padel. Takrat, tistega julija, ko ga ni bilo več, ne, in to gledati, v bistvu Žigata v tem Rokovem pasu, je nekaj, kar moram včasih malo pogledati stran, ne. In zadnjič, ko smo imeli na festivalu v Luksemburgu. Kaj moraš ti podoživljati skozi to? V Luksemburgu je bil pa zraven, torej v glavnem so Slovenci prišli gledati iz Brusla, pa kaj delajo v Luksemburgu pa to. In je bil zraven Domen, ki je bil Rokov soplezalec. In je rekel, da je zagledal ta pas, da ga je razsul in da je potem še videl nek cepin, ki sta ga skupaj kupovala na nekih popustih, ne vem, v Italiji in da je bil tisti cepin tam v nekem kadru, jaz ga sploh nisem v resnici opazila, no. Skratka, to so take stvari, no, ki temu filmu dajejo vse zame, no, še toliko več. S taki detajli, tudi strani očeta, pa pač na Janezov način vse, ampak veš, jaz sem skozi razmišljal in to mi je bila glavna preokupacija. Kam je ta človek to pospravil? Kako je ta človek to handlal? Kako je ta človek to nosil? A veš, ne zdaj, da opravičujem, ampak zdelo se mi je, da mogoče je treba za film dati še nek znak nečesa. Veš, moj oče je tudi na hecen način zna pokazati zelo unokva, ampak pokaže ljubezen, ne vem, v narekovajih tem klofnu, ne. Pač, in se mi zdi, da take stvari, in tudi s tem sem se jaz veliko, pa se veš, da sva se pogovarjala. Tudi v knjigi je ogromen enih takih mikrodetajlov, če jih hočeš videti, v bistvu kako je neka figura medveda, očeta, tudi to, da je tekel za kombijem, ko so mame odpeljali do, prav, mislim, ne bova se o tem sploh pogovarjala. Ampak, a veš, se mi zdi, da je prav, da je tudi to ven prenešen, no. Ja, ne, morava iti tukaj. A veš, in ti si to videl, a ne? In ti nisi videl mojega očeta, razumeš, eno plastnega, tako mogoče kdo ga, ne vem, kako ga vidi čez knjigo, a ne? Ampak ti si videl točno to, a ne, kar je to v bistvu njegovo, ne samo ranljivost, nemoč, ne? Ne moč in da to, kar se je zgodil, ni bilo samo zato, kar se je zgodil, ker ne bi hotel, ne, ali pa ker mu ne bilo mar, ne, ampak zato, ker enostavno pač ni zmogel. V nekem trenutku ni zmogel, ne, nismo vsi ljudje enaki, ne. Eni lahko gremo v neki, ne, eni pa pač ne morejo ničesar speljati. In nekaj temu povedala Juri,
tega ne veš, pa nikoli ti nisem povedala. Ampak jaz sem si zelo želela, ne, da bi ti odigral mojega očeta. Ne zaradi tega, ker si tak igralec, ki si in vse ti razponi, ki jih imaš. Pa ker sem vedela, da bi ga skinul v nulo mojega očeta. Ampak jaz sem te enkrat videla, veš, takrat je bilo po mojem dolga leta nazaj. Po mojem si bil takrat še v tisti, kaj sta imela z Bizovičarjem, s Titom na odpadu. Ja, no. In jaz sem te videla enkrat v Fototivoliju. V Fototivoliju sem šla nekaj se slikati, za osebno, kar pasoš, ne vem kaj. In si ti kupoval nekaj, verjetno se ne boš spomnil, en album. Okay. Ja, en album si kupoval. Ne vem za koga, verjetno za nekoga od svojih, ne vem, mamo, sestro, ne vem, kogarkoli, nekoga od svojih bližnjih, ne. In jaz te nisem hotela bolt, ne. Ampak videla sem, kako si ti zbiral ta album. Album se ljudje ne zbirajo, tako pač gledajo in vzamejo en album, pa grejo ven, ne. In ti si v bistvu s tistim albumom se toliko ukvarjal, razumeš, kakšen bo ta album, a bo tako, a bo ne, pa s to prodajalko, pa to, pa tako, skratka, toliko si dal ta album, razumeš, da jaz sem tako začutila takrat, v bistvu, ti si bil v takrat v medijih čisto drugače predstavljen, skozi te neke komične like, da ti tako rečem, ne, ampak jaz sem takrat to začutila, takrat v tistem hipu, ko sem videla tebe pa tiste albume okrog, ne, to neko tako senzibiliteto, senzibilnost. In tega sem se spomnila, v bistvu tega momenta, toliko let kasneje, po mojem je bilo 15 let kasneje, ko smo se pogovarjali, kako pa kaj, pa kdo bi bil pa to, ne, da se mi zdel, da tudi zaradi tega, da si ti ta prav za to, ne, v bistvu, ne samo za vlogo očeta mojega, ampak da boš ti ta prav, kar razumeš to celo sliko, pa celo zgodbo, no, tako da sem potem tako vesela, te ne morem povedati, koliko, ja, da si pol to vse poklopila. Jaz sem razvil do nje res malo tako očetovski včas, vprašala si, kaj jedla, si v redu, malo na hec, malo pa zares. Ekipa. Imamo 2 Broni, imamo 2 Roka, imamo enega Janeza, imamo eno Mito. Lea Cok, Mej Rabič, Jaka Mehle, Žiga Šorli, Anica Dobra, Tjaša Železnik, Iva Bagola, Sašo Tabaković, Polona Juh, Vladimir Tintor, Jure Rajšp, Blaž Dolenc, Živa Selan, Tina Resman, Tetičkovič Alenka, Gorka Berden, Lucija, Ostan Vejrup in moja malenkost. No, mislim, to se mi zdi do zadnje vseh vlog in vlogic. Mislim, da je izredno dobro premišljen. Ful, ja. To je Marko, res, pač Marko pa Aleš se sestavljala, ne, ta kasne, to je njuna stvar, ne. Ampak ja, do zadnje malenkosti v bistvu premišljeno in jaz mislim, tudi zaradi tega jaz mislim, da film je tak, kaj je, no. Ja. A veš, Ja, ne vem, mislim, da niso samo glavni igralci postavljeni. Jaz pa Tjaša itak velava že za en tak zakonski par. Seveda je tukaj čist drugač in tudi za Tjašo, recimo, jaz nisem mogla želeti ali pa misliti bolj mame, ki bi bila bližji. Oziroma, mislim, dela res, to, ful dela. Ja. Da, veš, tudi zaradi tega sem jaz toliko vesel, da je dinamika oziroma da je montaža rešila to, da ne zgubimo, ker, veš, jaz sem bral, jaz sem se zaljubil v mamo na nek način in sem bil totalno žalosten, ker sem jo zgubil z knjige. A veš, pač a veš, navežeš se in se mi zdi, tukaj je krasen ta menjavanje časa. Ampak okej, kemija med nami dela. Mislim, da smo, že to, kar sva se tudi tokrat povedala, mislim, da je ta, sploh ne moram reči temu projekt ali pa job ali karkoli,
Ampak se mi zdi, da se je zgodilo res, pa se spet vračam, da je nekdo držal roko, pa niti, da je to ratala ena taka razširjena tvoja družina, a ne? Z vsemi kolegi, z režiserji. In tako smo vsaj, lahko rečem, eno izjemno skrbjo in odgovornostjo in z eno totalno srčnostjo smo se tega lotili. In vsi te, ki sem jih naštel, se mi zdi, da to nosijo. Od vseh teh tvojih tudi fantov, ne? In tako naprej. Ful je dobro videti kolege s kakšnimi vintage frizurami. Kle smo se kar nekajkrat tudi nasmejali. Sam, evo, poglej me, od filma naprej se Jurij Zrneč praktično ne spreminja, ampak ostaja v teh 80s in tako naprej in hvala Bogu, všeč mi je, za to hvala. Ne vem, Anica Dobra, govori tekoče slovensko, fenomenalno. Boljška Mars, ker Slovenc. Ja. Jaz mislim, da se je cast, pa tudi to, ko so že prej govorili, vsa ekipa, kar jaz mislim, da ni samo po sebi pomembno, ko se dela film, ne. Da se v bistvu vsak je dal en del, vi igravci, po drugi strani se spomnim, kako je Nina pretekla tisti prizor, ko mami umira, pa je prinesla neke rjuhe, ko so bile še zvezene, neke rože gor. Skratka, vsak je nekaj, ker je tudi vsak nekaj svojega videl v filmu, vsak je a veš, en del sebe noter najdu na neki točki se vsakega se mi zdi film dotaknil in to je po moje bilo tisto, kar je vse skupaj povezali v tako ja. Ta mala dva, mala Bronja, mali Rokac, mislim, kaj tacga ljudje. Ful, ne. Jesus Christ, to je tudi neki... Recimo pa May, ne. May, se spomnim, May se je tudi tako uživela, ne, v te prizore in se spomnim, kako jo je sesul ta prizor. Pogreb, ne. Pogreb. Ki je bil sneman naslednji dan po Valeti. Ja. Moj Bog, ta 2 dni. Ja, to je bila nedelja, ne, je bila sneman in vem, da so me takrat klicali in se to sem me vprašala, če lahko kdaj povem, ne, rekel, da ni problem, ne, ampak da so me klicali, kako je boli glava na tem pogrebu, ne, da je čist fuč, čist je bila Boga, ne, in da ne jo pokličem in sem jo pol, zvečer smo se slišali, pa so se pogovarjali, pa tako. V glavnem mi je rekla, da je takrat med pogrebom ona dobila SMS od očeta, ne, in da ga ni odprla, pač, ker je bilo snemanje, ne, in da je zaradi vsega tega, kar je bilo posnet prej in skratka, zaradi cele situacije, cele zgodbe, ne, da ko je videla SMS od očeta, razumeš, da misli, da ji piše, da se je nekaj z mami zgodilo, ne. Ona je toliko to ponotranila, a veš, res, no, tako da jaz mislim, a veš, pa stara bila 12 let, ne, in tudi minglede ta njen, zelo se je sekirala, če je ta prizor, ko zve, da mami umira, ne, da je dobro odigrala, mi je še potem za Božič, ko so šle ven, pa tako rekla, Bronja, ne vem, a sem tisto dobro odigrala, a sem bila tako autentična ali to, no. Ko sem bila pol na to še zlasti pozorna, se mi zdi ta prizor njen, v bistvu en najboljših, no, je fenomenalna, pred 12 letih, da je tako odšpilala, pa Anica zraven, ne, pa tako, ampak... Ni razlik pravzaprav med profesionalnimi igralci. To je res fenomenalno. Otroka sta fantastična. Ja, res, enjakac. Ukradli bi ga, po mojem, vsak bi ga tam odnesel, piškotek. Pa tako je ponosen, da je, tako je rekla mami, da je vsak večer povedal, da je tako ponosen, da je lahko... Ja. Mislim, tako da ne vem, nekaj lepega, no, tako res se mi zdi, vse skupaj je bilo tako ja. Težko je bilo nehati. Vsi smo se bali zadnje klape, zadnjega snemalnega dneva, ker pol moraš iti. Ja, vsi ste to govorili, ne, jaz nisem vedela, kako bo, meni se ni zdel tak problem.
ste pa rekli, da to ja, jaz sem bila čist pod vodo cel poletje potem, Enako. veš, ne vem. Obmolknil sem za Ja, mesec pa pol. jaz sem bila Tako. takrat, me je kar zelo razsulno. Pol je za malo prišlo tisto poletje, ne vem, nekako nisem bila v redu. Spraznen. Ja, tako. Dejva samo malo reči, da ne bom čist, da ne bova res do pojutraš, da ne bo do ponedeljka. Ja. Rekel ti bom samo Robov vodnak. Zdaj pa nadaljujem. Ja. Moram kar malo se ukrepiti. Dej se malo se ukrepčem. Ja, ne, to se spet vrača v ta čas, ne, začetka 90-ih v tem primeru, ne. Zelo začetka. 90-ih namreč, ja, to vprašanje Jugoslavije, razpad Jugoslavije in tako naprej, ne. Jaz moram reči, ne, da nisem delila tega entuzijazma očetovga, ne, ob tem razpadu, pač razlogov je več, ne. Jaz sem imela do takrat v resnici, mislim, jaz vse gledam čez neko mikroperspektivo, skozi oseben pogled, ne politično, ne. Ampak jaz sem do takrat imela razpadanja že dovolj, pač skoraj smo se mi razpadli po mamini smrti, potem sem se jaz skoraj razpadla na kemoterapiji obsevanih in tako naprej, in pa se razpada še moja država, ne, in tako naprej. Skratka, nisem delila tega entuzijazma, oče se je oblekel, oče pa poštirkana srajca, mislim, ni da nika, vse to stuširal se je, lase si uprav, vse, ne, da bomo šli na to predstavo, gremo vsi na predstavo, oziroma tam pred kongresni, oziroma ne, Iskra, Kučan, v glavnem to. Nocoj so dovoljene sanje. Sanja, jutri bo nov dan, Mežek, ti se spomniš, vse tako. Strašno ponos. No, skratka to. V glavnem, ja, no in Robov vodnak, ne, oče, ne, je potem, to mislim, da je bil, ne mislim, ampak prvič proslavil in mislim, da je bilo prvič in ne vem, zadnjič, to ne morem reči, ne, pristal potem tudi na naslovnici Dnevnika, ne. Namreč v Robovem vodnaku eni roki šampanjec, v drugi kozarc. In odspod je bil, zdaj ne bom čisto točno znala citirati, ampak v tem smislu, medtem ko so tanki že hrumeli nad Slovenijo ali nekaj tajskega, se je naš veseljak proslavljal to na neodvisno, samostojno Slovenijo in tako naprej. In še hujše je bilo, ne, mislim, skratka, slika je bila taka, ne. Krasna. A imaš original to fotko? Ja. A veš, original, ne, časopis imaš? Časopis. In fotke pa nimaš? Ne, fotke nimam. Kaj pa, če bi mi to probali dobiti? To bi jaz z veseljem, če bi to v Dnevniku je bilo to objavljeno. To se po moje da pobrskati. Ja. No, v glavnem, ta fotka je fenomenalna. Ja, takole. Dokler doprsno. Ja, doprsno. V glavnem in ja, no, to je ta Robov vodnak. In potem se odločil, da ga raje umaknejo v Narodno galerijo, ampak ja. Ja, Robov vodnak. Stavek, ki je na naslovnici knjige, naslov, Bilo se pere na 90, je stavek, ki ti ga je mami povedala, rekla. Meni se je užgal v srce, mislim, da se je užgal v srce vsem bralcem in definitivno se bo užgal tudi vsem ostalim, ki še niso tam. Moje mnenje je, da je ta knjiga Bronja spada na omarco oziroma ob bok svetemu pismu in da je ta knjiga eno nujno čtivo, ki ga je treba vsake toliko vzeti v roke, ker nas uči, kaj je ljubezen, kaj je domovina, kaj je družina, kaj je varno pristanišče. Uči nas, kaj pomeni se pogovarjati, vrača nas nazaj v bazo, v celico, ki je familija, in koliko je to pomembno, kad človek začne to zgubljati, je kar žalosten.
Daj mi še to povej, lej. Kaj te je gnal takrat in kaj bronijo žene danes? Ker tisti, ki te poznamo, ki smo te imeli možnost in čas poznati, na kaj delaš ti? Na kaj ti? Na kaj je to? Vem, da ni kivijeva dieta, ampak... Ne, diete ni, to izjutraj si videl na 6 čajev, ker To na čaj je že danes. Daj nam neki nam daj. Ja, ne, ampak drugače, jaz mislim tako, no, ko zares zaplavaš nekam, ne, takrat v bistvu niti ne veš, v resnici, kaj te žene, ker takrat telo pa glava delata čisto po svoje, ne. Takrat se v bistvu ni nobenih nasvetov, ni nobenih priročnikov, nič ne pomaga, v bistvu takrat ti delaš po nekih čisto bazičnih, po instinktih. Nisem čisto zadovoljen z odgovorom. No, čakaj, še ni konc. To je za začetek, ne. Nekaj je karakter, ne, ki je gotovo pomemben, ne. Nekaj je to, kar prineseš poleg karakterja s sabo skozi življenje, ne, kar nabiraš skozi življenje. Od dobre baze. Od dobre baze, ne, in ta baza je bila pri meni v bistvu, glede na to, ko sva malo se dotaknila tega otroštva in teh 14 let, zelo dobra, ne. In te karte, jaz sem takrat nabrala dobre karte, ki sem jih lahko potem položila na mizo takrat, ko me je življenje skoraj zabrisalo iz igre. Ne. Imela si s kje mat. Imela sem s kje mat, ne, upam, da imam še kakšnega džokarja v rokavu, če se bo še kaj zapletel, ne. To je to, ne. Potem, mislim, da je zelo pomembno tudi, kaj pobereš, ne, in jaz recimo od očeta sem pobrala ene par zelo dobrih stvari, ne, se pravi, moj oče je bil genialc, svetovni prvak v tem iskanju lukenj v sistemu, ne, lukenj v sistemu, ne, in tako, kot je on pač spremenil to trojko v osmico, ne, ko je bil ta par. Na tablici. Na tablici. Boste videli. Par, ja. Mi smo imeli trojko na konci in potem je on to prebaral v osmico, pa naslednji dan spet v trojko. Skratka, in od tega sem jaz dobila, ne, neko sporočilo in to je bila moja učna ura, da se da voziti, ne samo vsak drug dan, ne, ampak da mi lahko, gremo vsak dan, ne. In pa, ne vem, neko upanje, ne. Mislim, jaz mogoče klišejsko sliši, ampak upanje je zares, ne samo, da ti upaš, pa nič ne narediš, ne, ampak upanje z vsem, kar upanje prinese s sabo, ne, je to neka sila, ki te vodi iz ene ure v drugo, pa v tretjo, pa naprej v življenje, ne. In v situacijah, ko sem bila zelo na robu, pa ne samo to, kar je v knjigi, pa v filmu, recimo tudi 2018, ko sem še enkrat zbolela in to oranka, ne, z adenokarcinomom na izvodilu trebušne slinavke, ne, prestala brutalno operacijo. V bistvu se je zgodilo še nekaj, ne, kar se mi zdi, v bistvu kako tvoja glava funkcionira, kakšna je moč duha, ne, skratka, kako ti lahko preživiš nekaj, kar se ti zdi, da preživeti ne boš mogel, ne, in kako te ta duh, glava, karkoli pač v nekih trenutkih neznosnih rešuje, ne. Imamo še toliko časa, da še to povem? Absolutno imamo. Ves čas tega sveta. Skratka, po tej operaciji, ki je šlo dobesedno za rekonstrukcijo mojega prebavnega sistema, ne, jaz nisem smela popiti v bistvu niti kapljice vode en teden, ne. Da ne govorim o tem, da nisem smela jesti pa vse skupaj, ne. Zgodili so se tudi določeni zapleti in o tem ne bi zdaj, ampak skratka, problem je bila ta voda, ne. Lahko sem si samo močila ustnice. In ko je bilo to, v četrtek sem bila operirana, v petek je še nekako šlo, v soboto brez vode, v nedeljo brez vode, v petek v bistvu pa ni šlo več, ne. To pa ni možno. Ja, pač se dobivaš infuzijo, ampak nekako, ne vem, rabiš vodo, rabiš nekaj popiti. In takrat
sem odprla telefon, toliko sem še bila pri sebi, tam tisti intenzivni, nekje med nekimi tistimi opijati sem plavala. Skratka, odprla sem ta MMC in našla, v bistvu na prvi strani je bil članek, v bistvu, kako pisali, pozabljen, hotel Belvedere, pozabljen dragulj v švicarskih Alpah. Skratka, tam je bil ta hotel, veš, kjer se je snimal James Bond, kulisa James Bonda. Skratka, kaj hočem povedati, ta hiša, ne, takrat, v tistem času, brez kaplje vode, ta hiša na 3000, to je ta prelaz Furka, 3000 metrov, s tem kamnit je bil ta hotel, s temi zelenimi polknicami, hribi odzadje je nek tak tisočletni ledenik, skratka sneg, ne. Jaz sem gledala v to hišo, v ta hotel in se mi zdelo, da pijem. Razumeš? In se mi je zdelo, da pijem. In sem gledala v ta telefon ure in sem gledala čez cel ponedeljek in torek in sredo in četrtek do petka, ko sem lahko dobila prvo kapljo vode. Ne? In to ti hočem reči, kako v bistvu glava, telo, volja, upanje, ne vem, vse to, ne. Se da, ne. In v bistvu, kako najdeš neke rešilne bilke, v bistvu, ja, v neki taki stvari, kakor je ena hiša na MMC-ju, ne. Se pravi, se da. Jaz mislim, da skoraj vedno se da. Ali lahko to nauk? Jaz bi rekla... Ali pa naši bi rekli... pobotanca oziroma popotanca, ne pobotanca. Ja, mislim, ker jaz ne glede na to, a veš, kako težka je knjiga, je film, je moja zgodba in vse skupaj, ne. Jaz se še vedno vidim kot neko svetlo zgodbo, kakorkoli obrneš. Meni se zdi ful svetla in zgodbo v bistvu o upanju in točno to, da se da, nam rekla vedno, se veš, da vedno se ne da, ne. Vedno se ne da, ampak skoraj vedno se pa da, ne, in da je toliko zelo vredno, ne, ker ne glede na to, v bistvu tudi jaz svoje življenje, ja, da je vredno, ker jaz tudi svoje življenje gledam kot nekaj lepega, ne. A lahko celo rečeva, da lahko na tudi še toliko težko stvar ali pa situacijo pogledaš drugače? Lahko. Absolutno lahko, ne bom pa rekla nikoli, da pogledaš samo iz pozitivne strani. Jaz gledam na situacijo, meni najbolj pomaga, da pogledam na nekaj, kar je realno. A veš, realno, tako kot je, z vsemi plusi in minusi, a ne, tudi strahovi, pa tudi zupanji, pa tudi pozitivno, ampak najprej za začetek realno. Še bolj pomembno se pravi... Faktično in to je neka odskočna deska, to je plafon, to je nek fundament, iz katerega iščeš potem rešitve naprej. In zelo pomembno... Ampak oprosti, ti tle ful... Zakaj te imam tako neskončen rad? Zato, ker ti dejansko v katastrofalnih stvareh boš našla oziroma si našla in najdeš nekaj lepega. Ne bom rekla nekaj lepega. Veš, kaj jaz naredim? Ampak to se zgodi, to ne, da ti hočeš narediti. Malo si tudi tak človek, no? Karakter. Jaz stvari sprejmem. To se mi zdi zelo pomembno. A veš, v bistvu, da ti sprejmeš nekaj, kar se ti zdi popolnoma nesprejemljivo. Da lahko začneš naprej. In ko ti sprejmeš nekaj, kar se ti zdi nesprejemljivega, pa če to karkoli govorimo, je halfway narejen. Je narejen. In recimo, če govorimo o bolezni, o raku, ne, recimo, pa zdaj, ko je bilo res zakompliciran, pa ko je bila moja Katjuša stara, toliko sem bila stara takrat, ko sem jaz mami izgubila, pa moja Katjuša me je takrat čakala, da
greva po obleko za valeto, Jesus Christ. ko sem jaz ležala na intenzivki. Ne? Ja, da ti sprejmeš in ko sem jaz sprejela to svojo diagnozo, ko sem jaz sprejela tega svojega novega raka, ne, se zgodi nekaj, kar je zelo pomembnega. Ne? Ko ti vzameš to za svoje, ne, je to del tebe. In tistega, kar je del tebe, tistega se manj bojiš kot nečesar, kar ti je tuje. Nekaj, kar hočeš, da moraš sprejeti. Ja, ker ti se bojiš nečesar, česar ne poznaš. A ne? In v bistvu, ko ti sprejmeš to, nekaj udomačiš in v bistvu strah pred tem je manjši, ker najhujši je strah, največja panika je pred tistim, česar ne poznaš. In kad ti narediš, vsaj jaz to tako gledam, veš, ljudje smo različni. Imaš zelo prav. To je... In takrat je en tak velik korak narejen, a veš, in dobiš nek občutek, v bistvu na nek način, kakorkoli je situacija grozna, ne? In takrat vem, da sem padala dobesedno 10 minut, pa 10 minut, pa 10 minut, ampak kljub samo sem dobila v bistvu s tem sprejetjem, s prijaznjenjem, v bistvu neko svobodo v sebi, in odprlo se je polje, da sem jaz lahko začela iskati naprej rešitve, kakršnekoli že pač so. Nekaj racionalnih rešitev, nekaj pa tudi, kot sem ti povedala, okrog te hiše, pa to, ker pa čez vode nisem mogla piti, sem jo pa pila, ne vem. Ne, in recimo... čutila si jo, vedela si jo. Čutila, a veš, nekaj... Čutila si jo, kle zadje, kako teče ti bom voda. pokazala pol to hišo. Ne? Ta hiša ima vse nek hlad, a veš, ne vem, a zaradi teh kamnov, a zaradi tega snega, zaradi hribov. Veš, da je vlažen, da je... Ja, nekaj me je. Mal prustovsk spet, veš. Ja, mogoče mal to... Lej, zdaj imam. No, in še ena stvar, mogoče bi tukaj rekla, takrat, ko sem imela pa Hočkina, ne, pa ni bilo te hiše, ne, ampak so bile pa noči zelo dolge, na onko so lahko zelo dolge, pa zelo težke, pa zelo samotne. Ne. In takrat sem si pa pomagala, v bistvu, tudi to se mi zdi, je tudi prišlo pravzaprav samo od sebe. Namreč hodila sem po teh poteh, po katerih sem hodila prej, ko sem še lahko hodila po hribih. Ne. In sem v bistvu tiste poti, ki sem jih najbolj poznala, v mislih hodila v bistvu en kamen pa drug, pa tle moram paziti na to skalo, pa tukaj veja tako štrli, pa se moram skloniti, pa stopiti od spod, pa jeti naprej, pa gor, pa pol pridem do Koče, pa tam pa zavijem, pa pol proti Grintovcu. In sem tako hodila v bistvu po tistih, čez tiste noči, no. In takrat nisem vedela, ne, danes se temu reče vizualizacija, ne. Takrat nisem imela pojma, kaj počnem, ne, ampak v bistvu take so stvari, ki pomagajo, ne. Men. Tudi men. Daj si nazadnje prala na 90? Vsak teden. Ok. Ja. To me zanima. Rjuhe. Belo, ne? Ja, včasih je rekel belo, ne, belo je bilo belo vse. Ampak, Valjda pisan ne pereš na 90. Koga? Pisan ne pereš na 90. Ne, ampak rjuhe perem pa na 90. Tiste, ki imam še bele, posteljnino pa bricače, kar imam belo na 90. Tukaj treba prekuhati. Ja. V redu, imam dve. Rad te imam, veš? Zdaj sem si želel. In jaz pa hčerka se poslavljava. Je bilo v redu? Zdaj moraš še ti povedati. Ti bom pol. Pripravila sva nekaj knjig, a ne? Si podpisala. Speechless sem, tako da dovolite si sprehajati po hribih. Res, to so ful velike stvari, kar si jih povedala. Marsikaj se da rešiti. Na vsako stvar lahko pogledaš drugače. A ne?
In verjetno tudi v eni še tako tragični, težki zgodbi, mogoče lahko zaradi tega človek zraste, mu posije sonce, se mu sestavijo nove poti, nove možnosti. Saj jaz sem se to od tebe naučil. Ne samo, da priporočam, must have, must read in vse pridite pogledati film. Se vidimo v kinu, ne? Ja. Ja.